Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, s čimer se ta trenutek ukvarjam. Srčna čakra, izražanje, in programi, ki jih še vedno vlačimo tudi kot narod s sabo, glede cerkve, zaobljub, ki jih damo in kako to presežiti. V glavnem, govorila sem z gospo, ki ima raka in dobro vsi vemo, da rak, razne kronične bolezni so dejansko nova epidemija. Ljudje cepajo kot muhe na ta način. Veste, te doleti rak. Dejstvo pa je, da vse te bolezni nas želijo nekaj naučiti. Želijo nas naučiti, neko sporočilo nosijo. No in recimo, rak na prsih, vam povem eno zgodbo. To zgodbo, mogoče sem vam že govorila, imam dovoljenje, da lahko govorim o njej. Gospa je zbolela za rakom na prsih. Dejstvo je, da sprožilec je bil, starša sta umrla en za drugim, veliko stvari se je dogajalo, sicer že odrasle otroke, moža, službo, psa, pač normalno, pa hišo, normalno življenje, pač normalna slovenska družina. In njo je zadel diagnoza rak na prsih. In seveda panika, če se je svet sesul, in v glavnem je potem začela delati drobne korake. Rekla je, jaz sem se z Bogom pomenila. In ko se je pomenila z Bogom, ena stvar, zaradi česa ženska zboli za rakom na prsih, je povezana s tem, da ali ne more dojiti, se pravi, ni zmogla dojiti in je povezana rak z bolečino, z občutkom krivde. Zaradi tega, če je zadaj splav, zdaj samo en droben nasvet za vse tiste, ki ste naredile splav in se ubadate z občutkom krivde, dajte narediti grobek za tega otročka, dajte ga poimenovati, dajte mu ime in v glavnem in vzemite to, kot da imate dušico, ki vas spremlja. No, v glavnem, v tem primeru je bil povezan pač ta občutek krivde, je bil vzrok za raka na prsih. No, govorila sem pa z eno drugo gospo, ki je ravno tako zbolela za rakom na prsih. Pri njej je bil pa v bistvu tisti, ki ga doji, dobesedno zalaga svojo energijo, pač mož. Priklopljen na njeno energijo in zdaj, kje je pa vzrok za vse skupaj? Seveda, vzrok je v dušnem dogovoru, ampak, glejte, kaj se je zgodilo. Cerkvena poroka. Cerkvena poroka, kjer dejansko zakonski par posluša. Proglašam vaju za sedaj sta eno, ne me držati za besedo, sedaj sta eno, postala sta eno telo in zdaj tukaj je že tisto, rdeče zastave. Eno telo sta postala, se pravi, če sta mož in žena eno telo, pomeni, da, glejte, kar se zgodi tebi, se zgodi meni. Se pravi, če si ti alkoholik, sem alkoholik tudi jaz. A veste, sva eno. Se pravi, če jaz spremenim tebe, pomeni, da s tem rešujem sebe. A veste, in to je nekje na nezavedni ravni tako močno povezana. Ne? Druga zadeva pa, dokler naju smrt ne loči. To pomeni, da v bistvu je bolj varno zboleti in umreti, kot pa se postaviti za sebe in narediti kakšen korak v življenju. No in v glavnem te zadeve je treba kar počistiti, pregledati, z mišičnim testom preverite, da vidite, kje ste. No in dejstvo je naslednja zadeva. V Svetem pismu piše, ljubezen je dobrotljiva, vse opraviči, vse potrpi, z vsem se strinja in tako naprej. Jaz zdaj po svoje govorim. Ampak dejstvo je, noter piše tudi ne išče svojega, ne laže in tako naprej. Se pravi, se uporabljajo besede ne. Ker pa naši možgani ne slišijo besede ne, pomeni išče svoje, laže in tako naprej. In v imenu ljubezni potem človek pristane na vse tisto, kar dejansko ni ljubezen. Ker poglejte, ljubezen je spoštovanje. Ljubezen je sočutje. Ljubezen je, in tukaj se tudi jaz svoje učim, da mislim, da imam jaz svetniški sij nad svojo glavo,
ne kritiziranje drugih, se pravi ne obsojanje dejanj drugih ljudi. No in prav tukaj noter se tako enostavno lahko ujamemo, ker recimo določeni ljudje delajo določene stvari. Ne? Zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, ja, veš, jaz zdaj tako shiftam, tako napredujem, tako delam na osebni rasti, ne pa drugi. In ko kažemo na druge, ta ne dela, ta je tak, pa s tem sebe poveličujemo, to je duhovni ego. In seveda, zdaj tudi jaz to razlagam naprej, pa mogoče imam tudi jaz velik ego, pa, a veste, ne bom rekla, da sem jaz brez greha, absolutno ne. Ampak danes sem iskala nekaj na internetu in mi prav padal v oči, ne govori slabo o drugih ljudeh. Da je to prav prvi zakon, ne govori slabo o drugih ljudeh. In dejstvo je, da dokler govorimo slabo o drugih ljudeh, smo še vedno tam. Smo na isti barki, nismo čist nič naredili v smeri duhovne rasti, zaradi tega, ker še vedno kažemo na druge. Dva prsta sta tja usmerjena, oziroma eden, pa eden v zrak, trije pa nazaj proti meni. No in pejmo danes naprej na sporočila prehodu v novo dobo. Zdaj, kaj bi bilo treba narediti v tem primeru, če se zatakne na tem predelu srčne čakre? Timijan hrani timus. Timus je žleza z notranjim izločanjem, ki je takoj za prsnico in odloča v imunskem sistemu. Timijan je pač, ali pa materina dušica, to sta sorodnika, to je ključno zelišče, ki dejansko čisti tako pljuča, ki čisti, napaja timus, ki deluje na to, da se podkrepi moč imunskega sistema. Po drugi strani, ker srčna čakra napaja vse ostale centre v našem telesu, je ključno, sploh za imunski sistem, cink. Cinka pa v bistvu največ dobimo v vseh stročnicah. Se pravi, od leče do fižola, do graha, čim več teh domačih zadev uporabljate in seveda, ker je ta predel srčne čakre največkrat pač narisan ali pa označen zelene barve, vsa hrana, vsa zelenjava, ki je zelene barve, pa čisti ta predel naše srčne čakre. Se pravi, ta trenutek, regrat in čemaž sta prav zakon. Zdaj pa pejmo na sporočila prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo, da vidimo, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno. Delam dobro in dobro se mi v izobilju vrača. Delam dobro ne zato, ker sem preračunljiva in da začnem razmišljati, zato, ker bom toliko dobila nazaj, ampak delam dobro zato, ker tako občutim v svojem srcu, zato, ker verjamem, pa ne samo, a veste, da je to spet zadaj preračunljivost, ta zakon setve in žetve, da kar seješ, to dobiš nazaj, ampak verjamemo to, da če vsak izmed nas dela dobro, zato, ker želimo dobro ljudem okrog sebe in tudi želimo sebi dobro, verjamemo to, da vse se vrača. Čisto vse se vrača, vse se plača, vse obstaja zakon izravnave. Moje srce je polno dobrote. Vse, kar dam, se mi v izobilju vrača. Dobrohotnost prežema mojo dušo, moje odnose, moje življenje. Tudi če ta trenutek dajem več kot prejemam, vem, da v vesolju obstaja zakon izravnave. Za vsa moja dejanja sem in dovoljujem, da sem bogato poplačana. To je prvi zakon. Dobrota, dela dobro v svojem življenju. No, naslednja zadeva pa je, kaj pa če se razdajam? In delam dobro samo drugim, pa ne za sebe. Podpiram 3 vogale, pa 4. pol. Sem dobra do staršev. Osrečujem vse okrog sebe. No in vam bom zdaj povedala še eno zgodbo. Vranična čakra. Moj svet je miren. Dovoljujem, da je moj svet miren. No in prav ta mir, poglejte, pride ta mlada hiši in seveda, ker je prišla že v ustaljeno celico, se ona prilagodi, ker ona je pač dober človek. Ona poskrbi, da so vsi srečni okrog nje. Ona je tiho,
potrpi, poskrbi, odnese. Oh, lej, se si itak doma, daj skoči tole mi zrihtati, joj, lej, ti, ki si tako prijazna, daj to naredi. No, in ta sindrom pridne punčke dejansko povzroča jezo noter v telesu. Vranica čisti kri. Kri nosi to jezo po celem telesu in zdaj, če gledamo, kri se filtrira v jetrih, kjer je pa center te jeze. In včasih je bolj enostavno proizvesti žolčne kamne, kot pa izraziti jezo, zato ker, se sem prijazna, jaz sem toliko pridna, da si zaslužim nebesa. Zato je tako pomembno pač zdravo izražanje svojih čustev. Vranična čakra je povezana pač s krvjo in prihaja obdobje krvi. In dejstvo je, da bilo je, ali pa še vedno je obdobje hormonov. Hormoni prenašajo naša čustva. Zdaj, kri pa ne samo, da prenaša, ali pa dajmo drugače povedati. Hormoni so brezžična povezava v našem telesu, kri je pa vžičena povezava. In obe dve, te tekočini, oziroma to, kar nosi sporočila po našem telesu, nas hoče pripeljati do tega, da se umirimo, da izrazimo, da pozdravimo in da naredimo korak naprej. In ja, vem, da včasih se lahko zgodi, ko mi začnemo delati korake naprej, da naše življenje gre v eno smer in nekdo drug se odloči, da gre v drugo smer. Jaz ne morem rešiti nekoga drugega, ki ne želi se rešiti. Če vam je mogoče znano, lej, ti imaš probleme, najdi terapevta, je to en od znakov, da ste v bistvu v partnerskem odnosu ali pa kakršnemkoli odnosu, kjer vidite, da nekdo ne želi se spremeniti in vi želite pač iti naprej. In zdaj, kaj boste naredili? Obstajata samo dve možnosti. Ali boste obstali tam in zbolite in se duša odloči, da bo pač rekla, ok, ni naredila te lekcije, si bom zbrala drugo telo, ali pa da greste naprej in naredite lekcijo. Ampak to pomeni, da ne, kako je rekla ena druga gospa, je rekla, pa kje moja duša mene najdla? Tvoja je. Tvoja duša je najdla tvoje telo, zato da bo predelala lekcije. In tam, kjer je bolečina, tam je zataknjena energija. In dokler tega ne ozavestimo, da je v bistvu telo res samo zemljevid, no zdaj, če gledamo prav pri čustvih, ki so požrta, so povezana tudi z pekočim jezikom, z geografskim jezikom. Se pravi, jezik, ki je razpokan ob straneh, kaže na slabše delovanje želodca in predvsem jeter in žolča, to pomeni, da je spet povezano s potlačenimi čustvi. Vse je med sabo zvezano, od prve stvari do zadnje. Gremo naprej na naslednje sporočilo, kar prehodu novo dobo. V nebovzeti mojstri. Ta je pa meni ena od najlepših. Podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. To je sporočilo svetega Frančiška. In to je njegova molitev mečkam predelana in sicer: dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. No in zdaj pa kako aktivirati tole našo srčno čakro, to je tisti generator. Glejte, srčno čakro lahko aktiviramo samo na ta način, da ljubeče začnemo s prvim odnosom, v katerem smo, in to je ljubezen do sebe. Se pravi, da delamo stvari zato, ker se imam rada in se cenim. Zato, ker se imam rada, grem na sprehod. Zato, ker se imam rada, dovolj spim. Zato, ker se imam rada, poskrbim, da jem na 2 uri pa pol do 3 ure. Zato, ker se imam rada, dovolj pijem. Zato, ker se imam rada, tudi postavljam meje. Zato, ker se imam rada, zdaj pa pojmo še naslednjo stvar, delam vse to, kar mene osrečuje. In delam stvari, kar veča mojo radost, ker, glejte, to je generator.
To je nekaj, kar se širi. No, in zdaj tukaj pri postavljanju mej. Poglejte, mi ženske, dojimo, razdajamo. Zdaj pa pomislite, otroci znajo zelo dobro jemati. Nekje sem slišala, mogoče, mislim, da vem, kdo je to rekel, Rebeka Dremelj je rekla. Otroci so najbolj sebična bitja. No in to je dejstvo. Oni znajo poskrbeti za sebe. Mami, že jim. Ni rekel, mami, a mi daš za pit? Ampak mami že teče. In druga stvar je, postavljati meje, zato ker se morajo naučiti, da skrbijo za sebe. In kaj jaz delam? Zdaj mogoče na svet tudi za vas. Kar jaz sama delam kompenzacije. Se pravi, mami, a me peleš? Lahko, ampak to zahteva toliko mojega časa. To pomeni, da na ta račun ti kuhaš zmenjen in lahko reče, ja ali pa ne, jaz sem ji dala ponudbo. In reče, ne, prav, izvoli iti na avtobus. Ja, ona kuha. Vidite, na ta način, ko delam te kompenzacije, lahko ti naredim uslugo. Zdaj tukaj so stvari, veste, ki so razdeljene, ne vem, logično peljemo šolo iz šole, ampak so stvari, ki so ekstra. Ja, tukaj noter pa pač delamo kompenzacije. Jaz tebi, ti meni, te peljem, ne vem, nekam, ti za ta čas, ki sem ga jaz porabila za tebe, pač ali kuhaš, pospravljaš, je treba perilo pospraviti, je treba oprati, je treba lete 1000 in ena stvar, ki jo je treba narediti, pač kompenziramo čas. Tako da v glavnem naredite na ta način in boste videli, vse se da zmeniti, ker v nasprotnem primeru, kaj pa delamo ženske, tlačimo in na koncu popenš in reče, pa kva ti je, a te spet luna daje. Ne, samo mej se nisi naučila postavljati in zato je tako pomembno, da pač veš, da ti želiš ohranjati svoj mir in da če nekdo drug ne spoštuje ali pa ne dela svojega, da jasno postavimo meje. Zato, ker se imamo rade, ne? To se pa šele učimo. Tega nas niso učili nikjer, niti nas niso naučile naše mame. Dejstvo je, da je to lekcija, ki jo je čas, da jo usvojimo. Tako da v glavnem uživajte in dajmo še eno sporočilo, prehod oziroma Ošo Zen Tarot, to je pa zdaj ta zadnja karta in sicer čas je, da poletimo, pred nami je nešteto možnosti, vse se odpira, pred nami čas je, da dvignemo krila in zanimivo, kjera je tukaj, poglejte, osvoboditev ven iz kletke, polet ven iz kletke. In ja, čas je. Tukaj ne govorim, da se morate kar vse po spisku ločiti, ampak dejstvo pa je, da vsaka izmed nas ima pa čisto preprosto lekcijo imeti se rada in se bolj ceniti. Tako da, drage dame, uživajte in če slučajno kakšen gospod gleda tole, tudi vi se učite lekcije ljubezni do sebe, ampak na drug način. Tako da v vsakem primeru, ko bomo enkrat uravnovesili vse ta moški in ženski pol, takrat bomo postali uravnoteženi. In ko bomo uravnoteženi, dva uravnotežena človeka, lahko enostavno, življenje je lahko lepo. Ampak narediti se ga moramo, a je to tako? Uživajte, imejte se radi in življenje vas bo v vsakem primeru podprlo.